In se je začelo. Mariborski nogometaši so vstopili v novo sezono kot branilci naslova, ki bi jih, razumljivo, vsi hoteli zriniti s prestola. Toda pri zbiranju trofej se ekipa ne namerava utruditi in se znova loteva ligaških obveznosti z željo po novih zmagah. Nova zgodba se je začela v Novi Gorici ob soparnem vremenu in ne ravno najbolj prijetnem vremenu za igro. Goričani so dočakali ligaško premiero s precej spremenjeno zasedbo, a so še imeli vedno dovolj igralcev s prvoligaškimi izkušnjami za začetno enajsterico. V vijoličasti četi pa so manjkali Ibrahimi, Mertel, Berić, Milec, Komazec in Viler, vendar začetnih načrtov to ni prekrižalo. Ja, težka je prva, zaradi tega, ker še nisi v najboljšem stanju. Potem pa je jasno, da je to gostovanje v Gorici zmeraj zanimivo. To pomeni, tu ne gre vse tako, kot bi si želel. Nasprotnik si ustvari tudi nekaj, tako je bilo tudi danes, vendar nam je veliko tudi pustil in mi smo kar nekaj priložnosti zgrešili, tako da bi rezultat oziroma sama tekma bi lahko bila bistveno bolj mirna. Da bo pomenil resno grožnjost z udarci z razdalje, je Dejan Mezga nakazal že v 3. minuti. Iz prvega prostega strela pa se je odločil neposredno poslati žogo pod prečnik. Simčič je bil dovolj pozoren in odbil kot. Domači nogometaši so začeli sezono proti prvakom z dodatno energijo in napovedali zanimivo otvoritveno predstavo. Po preigravanju Martinovića v kazenskem prostoru do žoge Plut, a ni bil uspešen. Čeprav je šlo za prvi krog, gledalci med tekmo niso ostali ravnodušni. Zvrstilo se je precej privlačnih potez. Po tej akciji Tavaresa in Velikonje do zaključka Lesjak, žoga od obrambnega bloka v kot. Po kotu pa ni veliko manjkalo do vodstva. Ob udarcu Lesjaka z glavo in ob posredovanju Simčiča so Goričani s precej težavami zbili žogo pred golovo črto. Lesjak je ostal v glavni vlogi tudi ob novi obetavni situaciji. Po preigravanju v kazenskem prostoru je nameril proti desnemu kotu, a mu je vratar Simčič preprečil veselje. Je pa uspel samo podaljšati obdobje nepremaganosti, kajti 5 minut pozneje se je mreža zatresla. Po sodelovanju z Mezgo je bil Tavares ustavljen s prekrškom na robu kazenskega prostora in sodnik je brez obotavljanja dosodil prosti strel. Vlogo izvajalca je prevzel Mezga in z natančnim udarcem mojstrsko zadev ter postal prvi strelec prve lige v sezoni 2012-2013. Po vodilnem golu nekaj trenutkov selitve dogajanj v gostujoči kazenski prostor. Najprej za 11-metrovko za Gorico, ko je Martinović po dvoboju s Handanovićem obležal na tleh in sodnik Balažič je pokazal na belo točko. Ob tem pa še rumeni karton vratarju. K žogi je pristopil Plut, toda ostalo je 0:1. Z odličnim posredovanjem se je izkazal Jasmin Handanović, ki je pomenil previsoko zadnjo oviro tudi v udarcu Vetriha tik pred koncem prvega polčasa. Ne, definitivno nisem nezadovoljen, sem je to spet plod dela celotne ekipe. Tako ko ekipa meni pomaga, tako jaz probam tudi ekipo vrniti na igrišču. Oni zabijajo, jaz probam odbraniti in če se najde prava harmonija, je to rezultat v bistvu plod do uspeha. Opazno je bilo, da je Darko Milanič po odmoru poslal moštvo nazaj na igrišče z jasnim sporočilom, da se čim prej pride do drugega gola in namen je bil hitro dosežen. Prva poskusa sta še ostala neizkoriščena. Mejač je po prodoru podal z desne strani v 5-metrski prostor, žoga do Tavaresa, a je neoviran slabo zadel žogo. Z nasprotne strani pa po podaji Mezge do zaključka Trajkovski, toda Simčič mu je preprečil namero. Igra v višji prestavi je že v 54. minuti prinesla želeni drugi gol. Po podaji Tavaresa na levo stran je Mezga ostal neoviran pri soočenju z vratarjem in zanesljivo poslal žogo v mrežo na 0:2. Ja, zadovoljen sem s svojim igrom, tudi z igrom svojih igralcev. Ja, prva tekma v prvenstvu je zelo pomembna. Odigrali smo zelo dobro tekmo in zdaj se lahko mirno pripravimo za Željezničar.
Mezga po 2 zadetkih na to v vlogi podajalca. Spretno potezo je pripravil priložnost Cvijanoviću, ob njegovem soočenju z vratarjem pa je bil uspešnejši Simčič. In goriški vratar je v naslednji akciji še enkrat postal zmagovalec dvoboja proti kapetanu. Tavares v novi obetavni situaciji do kota. Po kotu pa žoga znova v domači mreži. Tokrat so si jo zatresli sami. Mezga je poslal žogo pred gol, ker pa jo je v mrežo preusmeril Vetrih. Dvoboj je bil sicer odločen, čeprav gostitelji niso obupali. V končnici so si priborili častni zadetek, ko je Žigon prišel do soočenja s Handanovićem in zadel z udarcem v desni kot za končnih 1:3. Prvaki so tako že po prvem krogu spet na zmagoviti poti in zdaj se z dodatnim navdihom pričakuje evropska premiera. V sredo ob 20. se obeta nov spektakel ob začetku kvalifikacij za Ligo prvakov proti sarajevskemu železničarju. Se vidimo v Ljudskem vrtu.